Pozdravljeni! V Formuli 1 poznamo vzpone in seveda poznamo tudi padce. A podobno kot v našem vsakdanjem življenju se pogostokrat spomnimo tistih vrhuncev, tistih vzponov, glede padcev pa nisem preveč prepričan. Danes je izjemno popularno govoriti, kako gre ekipi Williams slabo. A spomnimo se malce v preteklosti, kje vse so že bili, in tu govorim o padcih, in zmeraj do sedaj so se tudi pobrali. Ekipa Williams, ki jo poznamo danes, je posledica padca v življenju Sir Franka. Namreč leta 1976 ga je njegov družabnik pri ekipi Frank Williams Racing Car dobesedno izrinil. Klical se je Walter Wolf. In kot posledica tega je Sir Frank Williams skupaj s Sir Patrickom Headom ustanovil Williams Grand Prix Engineering. Tisti Williams, ki ga poznamo danes. In kar hitro so prišli do tiste zmagovalne forme ter začeli osvajati naslove svetovnih prvakov tako med vozniki kot med konstruktorji. In prvi, malo manjši spodrsljaj se jim je zgodil leta 1981, ko Carlos Reutemann ni osvojil naslova med vozniki, čeprav je imel vse karte na mizi, da bi lahko bil. A to je bil manjši spodrsljaj. Glavno za Sir Franka je bil naslov med konstruktorji. In konec leta 1983 so začeli sodelovati s Hondo in razvojem na turbomotorjih. Predtem je bila Honda vezana na ekipo Spirit, manjša ekipa, katera ni zagotavljala tistega tehničnega preboja. S Williamsom so lahko naredili dobro delo in seveda mnogo naporov je bilo vloženih. Prvi rezultati, resni rezultati so se začeli kazati leta 1986. A prav v tem letu se je zgodila ena izmed največjih tragedij v ekipi Williams. Tista znana nesreča Sir Franka, ko se je vračal s proge v Paul Ricardu. Pristal je na invalidskem vozičku in seveda v ekipi je bilo to poznati. Bili so konstruktorski prvaki, a zaradi notranjih trenj je naslov med vozniki odšel drugam v McLaren Calenu Prostu. Tako Nigel Mansell kot Nelson Piquet sta ostala praznih rok. Naslednje leto so to popravili in v letu 1987 je Nelson Piquet postal tretjič svetovni prvak v Formuli 1, Williams zopet je nesel naslov med konstruktorji. In vsi bi si mislili, to je bilo fantastično, a ne preveč. Kajti Honda se je odločila, da naslednje leto bo svoje turbomotorje premaknila k McLarenu. In Williams, kljub temu, da je bil aktualni svetovni prvak, tako med konstruktorji kot med vozniki, je praktično ostal brez motorja. In brez tistega voznika, kateri je naslov dosegel, namreč Nelson Piquet je odšel v Lotus. Tako so bili leta 1988 primorani uporabljati motorje Judd, kateri so bili atmosferski. A veste, kaj pravijo ljudje o karmi? McLaren MP4/4 je v sezoni 1988 osvojil vse zmage na koledarju. No, vse razen ene, velike nagrade Italije. In bi jo tudi osvojil, če ne bi Ayrton Senna trčil ob Jean-Louisa Schlesserja. In Jean-Louis Schlesser, znan priimek v svetu Formule 1, je bil takrat na svoji drugi oziroma zadnji dirki za svetovno prvenstvo Formule 1. Vozil je, verjeli ali ne, Williams. In Williams v naslednjih letih je zopet začel pot navzgor. Podpisali so pogodbo z Renaultom in seveda delali so na novih tehnologijah. Naslednji strm padec se je zgodil leta 1994. Na začetku so jim prepovedali uporabo tehnologij, kjer so bili izjemno domači, in govorim o aktivnem vzmetenju. Poleg tega so ogromno napora vložili v tisti menjalnik tipa CVT in podobnih elektronskih zadevah. A nič ni bilo tako hudo kot smrt Ayrtona Senne v Imoli tistega leta. Tista nesreča, tista tragedija je zaznamovala celotno ekipo.
In seveda tudi iz tega dna so se pobrali in začeli zopet osvajati naslove prvakov med konstruktorji in vozniki. Naslednje obdobje, katero je zopet zanimivo, je tisto, ko se je Renault odločil, da pač ne bo več sodeloval v Formuli 1 in v letu 1998 smo imeli tiste znane motorje Mechachrom, kateri so bili le Renaulti z drugim imenom. Isto se je ponovilo z imenom Supertrack leta 1999 in to je bilo zopet neko dno, kjer smo videli ekipo Williams, ko niso bili sposobni dosegati rezultatov tistih, katerih smo navajeni od njih. No, zopet so se pobrali od leta 2000 do leta 2005 so uporabljali motorje BMW in bili so tisti, kateri so dajali direkcijo, v kako smer se mora tisti motor razvijati. In seveda sledile so zmage, izjemno dobri rezultati, a vemo, bilo je to obdobje, ko je prevladoval Ferrari. In BMW si je želel imeti lastno ekipo Formule 1 in zato je prišlo do tistega spora, kajti Williams ni bil pripravljen prodati deleža. Seveda, govorimo takrat. Tako je BMW kupil ekipo Sauber in Williams je znova ostal brez motorja. Leta 2006 je bil primoran uporabljati motorje Cosworth. In Cosworth je res znano ime v svetu Formule 1, a leta 2006 že zdaleč ni bilo več tistega DFV, katerega vsi tolikokrat omenjamo. Smo v tistem obdobju 2,4 litra V8 in rezultati so bili, reči piši, porazni. Nato je sledilo obdobje z motorjem Toyota. Od sezone 2007 do sezone 2009, kjer je bil Williams spet neka druga ekipa za tisto tovarniško ekipo. Tu je treba tudi omeniti to, da je bil en sedež rezerviran za japonske voznike. Kazumi Nakajima je pokazal ves svoj talent, pa ocenjuje lahko vsak sam, koliko ga je imel. A po tem sodelovanju s Toyoto je sledil nov padec, čeprav ni bil ne vem kako strm, kajti predtem niso bili ne vem kako visok. V sezoni 2010 in 2011 so zopet imeli motorje Cosworth. Iste motorje Cosworth, ko so jih imeli naprimer pri ekipi Virgin, Hispania in Lotus. In seveda je šlo samo za evolucijo tistega motorja Cosworth, ki so ga rabili leta 2006, to se pravi brez velikih sprememb. Nato dve sezoni z motorji Renault, kjer v sezoni 2012 ne smemo prezreti tiste zadnje zmage Pastorja Maldonada, a rezultati niso bili tisto, kar so si pri Williamsu želeli. Res v sezoni 2013 pride nekako na površje tudi Claire Williams in rezultati v sezoni 2013 daleč od tistega, kar bi lahko pričakovali, kot sem omenjeval, zopet 9. med konstruktorji, enako kot s tistim Cosworthom leta 2011. In seveda od sezone 2014 imajo pogonske sklope Mercedes. In tu je treba omeniti, da v sezoni 2014 in 2015 so bili tretji v skupnem seštevku. In na to je počasi zadeva drsela navzdol. Do zadnjih dveh sezon, ko bolid ni dosegel svojih rezultatov, verjetno zaradi neke tehnične napake, katero so imeli. A hočem povedati, da na vso zadevo se lahko gleda tudi z malce optimizma. Pri ekipi Williams so bili pri dnu večkrat, ko smo videli. In pobrali so se do zdaj še zmeraj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.